Drage gledalke in gledalci, prisrčno vas pozdravljamo in vabimo, da se v naslednjih minutah pridružite temu programu, ki vsebuje pesmi, kratka doživetja posameznikov in Božjo besedo. Želimo, da bi ob poslušanju naslednjega programa tudi vi sprejeli ta največji dar življenja, zveličanje. Pa vedno je bila ena luknja, ena praznina v meni in tedaj mi je bilo jasno, da tista luknja bila, da ni bilo Jezusa v mojem življenju. Gospod je rekel, če vas sin oslobodi, za istino ste osvobojeni. Koga sin oslobodi od greha, on je za istino osvobojeni. Ima eno življenje osvobojeno, srečno, blagoslovljeno in gleda na njega, ne na svet, kateri pride in sve njegove želje. In ne moram biti Gospodu zadost hvaležna za vse to, kaj on napravi. Hvala Bogu. Dragi gledalci, dragi prijatelji, danes bomo govorili in razmišljali o zveličanju. Zveličanje ali odrešenje je tema, o kateri govori celotno svetopismo. Za osnovni tekst bomo prebrali iz apostolskih del, 4. poglavje, od 8. do 12. vrstice, kjer nam govori Božja beseda takole. Tedaj jim je Peter, poln svetega duha, govoril: poglavarji ljudstva in starešine, če naju zaradi dobrote do bolnega človeka danes zaslišujete, s čim je bil ta ozdravljen,
bodi znano vsem vam in vsemu izraelskemu ljudstvu, da v imenu Jezusa Kristusa Nazarečana, ki ste ga vi križali, Bog pa ga je obudil od mrtvih. Po njem stoji ta pred vami zdrav. On je kamen, ki ste ga vi, zidarji, zavrgli, ki pa je postal vogelni kamen. In v nikomer drugem ni zveličanja, zakaj nobeno drugo ime pod nebom ni dano ljudem, da bi se mi mogli v njem rešiti. Samo Gospod Jezus Kristus je zveličar, edini posrednik med Bogom in med človekom. Ni nam ljudem danega drugega imena, razen imena Gospoda Jezusa Kristusa, v katerem bi se mogli rešiti ali odrešiti ali zveličati. Torej, zveličanje je izraz, kateri pomeni odrešenje, rešitev iz nečesa. Toda, mar ne je potrebna rešitev? Iz česa? Zakaj? Kako? Potrebna nam je. Sveto pismo nam že na začetnih straneh govori o tem, da je Bog ustvaril moža in ženo, prva dva človeka, Adama in Evo, kot popolna, dobra, zdrava človeka, s katerima je imel vsakodnevno skupnost. Bila sta popolna, v najboljšem pomenu te besede. Njuno telo je bilo popolnoma zdravo. Njuna duša je bila popolna in njun duh je bil popoln. V takem stanju sta živela precej časa, vse do tistega dne, ko sta se pregrešila, jedla sad s prepovedanega drevesa in s tem je nastal med Bogom in med prvima dvema človekoma prepad. Skupnost se je prekinila in človeka sta se izgubila. Bog je nagnal ven iz raja in sta bila izgubljena. Po njiju je prišla izgubljenost kot delež vsakemu človeku. In vsak grešnik, vsak človek, rojen na zemlju, je tudi izgubljen. Je grešen in potrebuje odrešenje, zveličanje, rešitev, da bi lahko prišel spet v tisto stanje, v katerem sta bila prva dva človeka pred padcem v greh. Torej, beseda zveličanje pomeni odpuščanje grehu, osvobojenje od moči greha, gotovost v Bogu, večno življenje, novo rojstvo. To je zelo širok pojem, ki zajema več faz ali več del, ki jih Bog opravlja v človekovem življenju takrat, ko pride k njemu. Odkot prihaja zveličanje? Zveličanje prihaja od Boga. Božja misel je bila najprej, preden človekova, da je odrešenje potrebno. V tem se ravno kaže ogromna Božja ljubezen, da je Bog poskrbel za nas takrat, ko smo še bili grešni, ko smo bili v grehi. Pravzaprav, za nas je Bog poskrbel prej, preden smo bili rojeni. Jezus Kristus je umrl na križu, na Golgoti in prelil svoj sveto kri za nas, prej, preden smo se sploh rodili na zemljo. In Janez pravi v svojem evangeliju, v 3. poglavju, v 16. vrstici, Bog je namreč svet tako ljubil, da je dal svojega edinorojenega sina, da bi se nihče, kdor veruje vanj, ne pogubil, ampak imel večno življenje. Večno življenje v Gospodu Jezusu Kristusu, Sinu Božjemu, to je Božji dar, to je Božji namen za nas. Človek je samo sprejemalec, prejemnik Božjega daru zveličanja, kajti Bog je namenil dobri dar zveličanja vsem ljudem, ker ga vsi ljudje potrebujejo. Apostol Pavel pravi, nekje v svojih listih, pravi, pravičnega ni niti enega. Vsi smo se izgubili, vsi smo izgubili slavo Božjo. Po enem človeku, po Adamu, je prišel greh na svet in po njem je prešel na vse ljudi. Torej, vsi mi potrebujemo zveličanje in Gospod Bog ga je namenil za vse ljudi. Zamislimo si
za trenutek prizor, ki se je dogajal po ustvarjanju. Bog je prihajal ob večeri k Adamu, k Evi na obisk, posedeli so, se pogovarjali, se sprehajali po edenskem raju, bili so v skupnosti, prijateljstvo. Po tistem, ko je padel človek v greh, ko se je pregrešil, je Bog pogrešal skupnosti s človekom. In je takoj začel iskati način, kako bi človeka ponovno pripeljal v skupnost. Kako bi ga vrnil na mesto, z katerega je padel. Tu je bil začetek Božje misli za zveličanjem človeka. Takrat je Bog že vnaprej mislil in gledal tudi vas, mene in tebe. In takrat se je zaželel, da bi prišli v skupnost k njemu. Ampak kakšni smo kot grešni ljudje? Naša telesa so slabotna, so bolna, ne verjamete? Mogoče ne v tem trenutku, ampak počakajte nekaj let. Počakajte, ko pride bolezen in se boste prepričali. Naša telesa so podvržena slabostim, boleznim, smrti. Naša druga področja življenja, naše duhovno življenje, naša čustva potrebujejo skupnost z Bogom in potrebujejo mesto v Bogu. Mogoče ste danes veseli, razpoloženi, ampak to je spremenljivo. Pridejo časi razočaranja v človeškem življenju, časi osamljenosti, časi, ko si človek zaželi, o Bog, rad bi šel k tebi. Časi, ko si človek zaželi, rad bi videl konec svojega življenja. In v tem stanju ne moremo imeti skupnosti z Bogom, to, da Bog želi, naj smo skupnosti z njim, zato je pripravil zveličanje tudi za naše duhovno življenje. Kaj bomo rekli o našem duhu, o tistem delu, ki je bil živ pri prvih ljudeh do padca v greh, ampak danes je mrtev v nas. Koliko ljudi hrepeni, mogoče tudi vi, tako rad bi spoznal Boga, ki je, kako naj pridem k njemu. Tako rad bi imel Božji dar, kako ga naj dobim. Bog je pripravil večno življenje za vas. Večno življenje, ki se ne bo začelo enkrat v nebesi, ampak se začne tukaj na zemlji, v tistem trenutku, ko pride Gospod Jezus Kristus v naše življenje. In Bog je pripravil dar večnega življenja, in dar večnega življenja prihaja po Jezusu Kristusu do ljudi. Jezus Kristus je prišel in iskat in zveličat tisto, kar je izgubljeno. In kdor išče, ta najde. Jezus Kristus danes išče tudi vas, da bi vam predal Božji dar večnega življenja, da bi vam prinesel odrešenje. Odrešenje je povezano z Gospodovo smrtjo na križu na Golgoti. Brez prelitja krvi ni odpuščanja grehov. Brez odpuščanja grehov ni sprejemanja pri Bogu. Prvi korak, ko ga človek stori na poti približavanja k Bogu, je priznanje, da je grešen. Že prej smo takole povedali, da ni pravičnega niti enega. Vsi smo izgubljeni. Ampak to nam govori Božja beseda. Do tega spoznanja pa moramo priti tudi sami. In zato, da bi spoznali, da smo grešni, je poslal Bog Svetega Duha. In Sveti Duh prepričuje ljudi o pravičnosti, o Božji pravičnosti, o njihovi grešnosti, o prihajajoči sodbi Božji. In Sveti Duh zdaj v tem trenutku govori tudi vam. Kaže vam vaše življenje ravno takšno, kakršno ga vidi Bog. V tem trenutku vam Sveti Duh kaže, da vaše življenje ni popolno, ni pravično, da je grešno. Sveti Duh vas zdaj spominja tisti prestopkov in grehov, ki ste jih storili, bi jih radi pozabili
bi jih radi odrinili od sebe, toda vedno se vračajo. Ne bežite pred Bogom, ampak pridite raje k Gospodu Jezusu Kristusu, zdaj v tem času. In mu priznajte, Gospod Jezus Kristus, grešen človek sem. Potrebujem Božje odrešenje, zveličanje. In ni drugega načina in druge poti. Ni drugega imena, razen imena Gospoda Jezusa Kristusa, v katerem se zveličujemo. Božje odrešenje je Božji dar. Je Božji milostni dar za vas. Božjega odrešenja si ne moremo zaslužiti. Če bi lahko plačali za svoje zveličanje, bi reveži ostali tudi pri zveličanju reveži. Toda Bog daje dar večnega življenja kot dar brezplačno vsakemu tistemu, kdor pride in ga želi sprejeti. Božjega daru ne moremo kupiti, si ga tudi ne moremo zaslužiti. Si ga ne moremo zaslužiti ne svojimi dobrimi deli, ne svojimi molitvami, ne svojim trpljenjem, ne svojo pobožnostjo. Božji dar zveličanja lahko samo sprejmemo. Oče nebeški, po Sinu Jezusu Kristusu si mi poslal dar večnega življenja in zdaj ga sprejemam. Sprejemam ga v Jezusu Kristusu. Odrešenje, zveličanje je namenjeno za celotnega človeka. To mislim na človekovo telo, na človekovo dušo in na človekovega duha. Trojedini Bog je na začetku povedal, ustvarili bomo človeka po svojem obličju, po svoji prispodobi. In tako smo tudi ustvarjeni. Tudi človek je v nekem smislu odraz trojedinega Boga. Ima svoje telo, ima svojo dušo, ima svojega duha. In Gospod Jezus Kristus je zveličar našega telesa. Je zveličar naše duše in našega duha. Zveličanje je Božji dar za naše telo, v njem imamo zdravje in v času bolezni božansko zdravljenje. V daru Božje milosti zveličanja imamo pomoč za našo dušo, za naša čustva, za našo voljo, za naš razum. V Gospodu Jezusu Kristusu je naš duh, človeški duh, oživljen in pride ponovno v tisto skupnost z Bogom, v kateri sta bila prva dva človeka pred padcem v greh. Nekje apostol Pavel tako pravi: tolikšno, veliko Božje zveličanje. Tako veliko je, da pride do vsakega, tudi največjega grešnika. Tako veliko je, da lahko odpusti vse, tudi največje grehe. Tako veliko je, da pride do človekovega telesa in duše in duha. Tako veliko je, da prihaja zdaj v tem času tudi do vas. Sprejmete ga lahko samo skupaj z darovalcem večnega življenja, z Gospodom Jezusom Kristusom. Lahko rečete čisto preprosto: Gospod Jezus Kristus, prosim te, pridi v moje življenje, ker sem grešnik in te potrebujem. Odpusti moje grehe, daj mi dar večnega življenja in pomagaj mi, da bom živel po tvoji volji vse do konca svojega življenja. Ta kríž
svet, izgubljen v temi in zlu. A Božji sin se ponižal je, vzel naše grehe vse. Skoz solze radosti zdaj gledam ga, na mojem je mestu umrl. Ta križ, kjer Jezus je umrl, je moja radost, moja slava. Ta križ, kot je znak Božje ljubezni, bo vedno moja zgodba in pesem. Bo vedno moja zgodba, to bo vedno moja zgodba, bo vedno moja zgodba in Ko sem bila bolana, moje srce mi je takrat nagajalo, da sem imela samo 28 do 35 utripov in so me seveda dali v bolnico. In res naši bratje pa sestre so se molili za mene. Notri v bolnici, to v ponedeljek me je Tanja zapeljala v bolnico, v torek je bil brat Felix, ne? Pa naši domači so bili in se tam v bolnici za me molili in res v sredo jutro sem jaz imela normalni utrip. In oni me niso pustili domov, na tiste vse aparature so me dali na intenzivni oddelek in ono, tisto, drugo, tretjo. Nobene zdravil nisem imela, ne. In so mi že, rekli pa so mi že, takoj v torek je rekel, vi morate sigurno pacemaker dobiti, aparat za srce, ne. In jaz sem Gospoda prosila, ven v stranišče sem klečala pa molila, pa sem rekla, Gospod, pa jaz nisem še tako stara, da jaz moram toti aparat imeti, pa ti ja mene ne želiš z aparatom, če si ti zdravnik, pa me lahko uzdraviš, ne. In res sem, hvala Gospodu, mene so po 22 dneh spustili domov, res brez zdravil. In čez 2 meseca sem imela kontrolo in dajo me na EKG, on gleda pa to vse. Je rekel, pa vaš EKG je popolnoma se normaliziral. Sem rekla, hvala Bogu, pa zdravnik reče, pa zares hvala Bogu. In ga vprašam, kdaj pa imam ponoven pregled, je rekel, vam ni treba več pregleda. In hvala Gospodu, tako me je res ozdravil. Bodi ime Tvoje.
Upamo, da ste o poslušanju pesmi, pričevanj in Božje besede še globlje spoznali smisel življenja in resnico, da je Bog ljubezen. V primeru, da imate še kakšno vprašanje, nam lahko pišete na naslov. Na izbiro imamo še druge video in audio kasete in literaturo. Hvala za vašo pozornost. Vsi ljudje sveta rabijo Boga, ko se sanje rušijo, je rešitev Bog. Vsi ljudje sveta rabijo Boga, da vsaj spoznali bi in žrtvovali se, ker rabijo Ta program je leta 1991 dobil nagrado Srebrni angel. Nagrado je podelila krščanska organizacija Excellence in Media iz Kalifornije, katere namen je nagraditi ustvarjalne ljudi za izredno uspešne stvaritve na področju krščanskega filma, televizije, radia, glasbe in tiska.